Ste se kdaj vprašali, zakaj gori na gori gori in zakaj imajo vse te tri besede popolnoma isto obliko, glede na to, da opisujejo popolnoma različne stvari? No, pri vseh teh besedah je skupnega nekaj. Gor. Gor sama besedica nakazuje smer. In seveda tudi sama gora gre od tal proti vrhu, se pravi tudi potuje gor, tudi kadar gremo na njo, moramo iti gor, ker nam je vroče, tudi imamo gor, ko nam je vroče, ker gorimo. In seveda tudi ta besedica gorimo oziroma goreti oziroma gori nakazuje dejanje, ki se dogaja navzgor, kajti plamen oziroma ogenj gre navzgor, tudi toplota gre navzgor. Vse te tri besede pa so izjemno pomembne za naše življenje, saj seveda brez toplote, ne bi bilo nič, tudi življenja ne. In seveda tudi sama gora je od nekdaj bil, bomo rekli, priljubljen kraj, kamor so se ljudje odločili postaviti svoje naselbine. In pa seveda tudi, kadar nam gre v življenju na boljše oziroma se nakazujejo boljše smeri oziroma tudi mi, ko se izboljšujemo v določeni smeri, v dejavnosti ali kjerkoli drugje, pravimo, da nam gre vse kar navzgor. Se pravi, beseda ima zelo pozitivno konotacijo in normalno je, da se tudi v teh treh zelo, bomo rekli, pomembnih stvareh v našem življenju tudi ta besedica gor pojavlja. In pa lahko rečemo tudi tole, da ker je slovenščina izredno opisen jezik, je popolnoma normalno, da se te stvari dogajajo. Za tiste, ki imate pa malce več domišljije, pa si samo takole vzamite gor kot pojem, ampak ne gor kot smer ali kot gora ali kot goreti, ampak samo tako kot gor, kot osnoven delec življenja. Kajti, kjerkoli je življenje, se mora pojaviti toplota, mora imeti tisto svojo neko iskro, oziroma v slovenščini bi rekli, da ima tisti gor, tisti mali delček, ki ga pelje naprej, ki ga sili k temu, da je vedno mer dejaven. In seveda s tem, ko je dejaven, še bolj ustvarja ta gor, to iskrico, ki kar nekam pelje, kar tako. In zaradi tega, dragi moji, gori na gori gori. Da pa vam dam še nekaj primerov, če samo vzamemo gorečneža, ki svojo energijo še ostale popelje v višave, jih kar tako nekako dvigne, kakor radi rečemo. Potem imamo tukaj tudi gorivo, katerega damo v ogenj, da spet gori naprej, da spet oddaja toploto, da spet daje življenje še naprej. In pa seveda imamo tukaj še gorčico. Potem pa ne pozabimo tudi na goro, kjer imamo še gorjana, potem imamo tukaj še goratost pokrajine, imamo tukaj še gorjačo in seveda, kjer je tudi gorenjska, gorjanci in še bi lahko naštevali. Tako da, dragi moji, ker ste ugriznili v slovenščino, v njej sedaj veste nekaj več, do naslednjič pa seveda nasvidenje.